Ne vem, če sem v svoji karieri naletel na znamko avtomobilov, po katerem je vprašal več ljudi kot je tale. Znamka se imenuje tako, kot se je pisal eden najbolj znanih elektroinženirjev na svetu in ki se je v bistvu rodil precej blizu nas. Še vedno ne veste? Vem, da veste. Tesla je tole avto, je pa model 3. Tale avto v svetu avtomobilizma res velja za nekaj posebenega. Sploh ne toliko zaradi tehnike same, ki je vgrajena van, ampak zaradi vsega pompa, ki se je zgradil okrog njega. Pazite to, ko so ga 31. marca 2016 predstavili, je v samo 24 urah 180 tisoč ljudi vplačali depozit. 180 tisoč ljudi in to za avto, ki ga sploh še niso videli v živo, ker ni obstajal. Noro, in zaradi tega bo šel to avto v zgodovino. Gremo en krog, oziroma preden grem, ena stvar, ki pade, pa ne butne v oči, je tale zaslon. Večjega verjetno še niste videli, ne? In tukaj je vse. Če so včasih najbolj navduševali avti, ki so imeli največ gumbov, danes očitno takšni, ki jih imajo najmanj. Poglejte, tukaj sta samo dva na volanu, pa še tukaj teli za šipo in to je to. Kako ga sploh vklopaš, tako da tole kartico prostovno škleje gor, prestavaš tole ročico v D, tako kot pri Mercedesu in speleš. A ja, pa prvežeš se. To je še ena stvar, ki je taka, kot pri klasičnih avtih. Okay. Bolj enostavno ne gre in priznam, sem se moral kar navaditi na ta avto, ker so nekatere stvari tako poenostavljene, da sem mogoče prav narobe naučen vse odprej. Tukaj res kapo dol Tesli. Avto so razvili praktično od začetka s čisto neko svojo novo filozofijo, z modernim pristopom, s svežimi idejami in evo, tukaj se recimo ogledala nastavljajo na zaslonu s tem gumbom, pa tudi tukaj na volanu s temi gumbki, enako volan tukaj gor. Tempomat vklopaš tako, da samo tole ročico za menjalnik pritisneš še enkrat dol, desni pedal prejš s tem gumbom, prezračevanje nastavljaš tukaj. Res, enostavno kot nič, ampak naučiti se pa vseeno moraš, ne? Je pa res, da ničesar ne moraš narediti na slepo, vedno je treba pogledati na zaslon, kar pa ni vedno najbolj varno, ne? K sreči tale Tesla velja za enega najbolj varnih avtov na svetu, ne zna pa še voziti sam, kot naj bi kmalu prišla nadgradnja sistema. Ena zadeva mi pa zelo manjka, projekcijski zaslon. Ker se hitrost izpisuje tukaj, moram ves čas med vožnjo gledati sem, kar me mot, ker rad gledam med vožnjo naravnost, sploh pri tako hitrem avtu, kot je Tesla model 3. Wow, ne pri hitrem, pri bliskovitem. To je na cesti tako hiter avto, da se je v bistvu težko predstavljati, koliko leti. Že z mesta se odlep kot kakšna skala na katapultu, še tako hudi športni avti s klasičnimi motorji mu praktično ne morejo slediti do vsaj nekje 100 km/h. Ali pa vmesni pospeški. Ti so šele nori, ko se pelješ recimo 50 in do konca pohodaš pedal. Prehitevanja so tako hitra, da drugim v prometu sploh jasno ni, kaj se je zgodilo. Pa lepo vidite, da je to v bistvu čisto navaden avto, a ne? No, ni, ker enkoli še niste videli v avto tega. Če je tema in ste v dobri družbi, je lahko kar prijetno, ker se tudi prezračevanje tako je nastavilo na toplo in se boste začeli slačati. Sem se sam zdaj. Ali pa če vam je dolg čas, recimo kje, ko boste stali v avtopravnici na vrsto, lahko le igrate igro. Kar z volanom. Noro, to ne zgleda po mojem zelo bizarno od zunaj. Pa tale je nora, če imate radi zabavo za vse potnike. Vsak smo sedeži lahko nastavite svoj prdec. To je zabava za stare za stare intervalje, to morate enkrat sprobati. Dobar je. Zdaj že veste, zakaj ima Tesla toliko privržencev, a ne? Tako zanimivega avta, res že dolg nisem vozil. Vsak dan odkrijem kaj novega in bi se zlahka navadil nanj. In ko že mislite, da je to po vsem povedanem najboljši avto na svetu, no ni. So zamenjali lokacijo, ni lepo. No, najprej doseg.
Tesla prav 560 km. Sliši se fantastično, v praksi pa smo s polno baterijo prevozili od 250 do 300 km. Torej kar pol manj, čeprav ima baterija kar 75 kWh. Ja, velika moč zahteva veliko energije in je poraba med normalno vožnjo po avtocesti zdaj pozimi ves čas blizu 30 kWh na 100 km. Tu se pa že približamo ceni okrog 5 € na 100 km, če vzamem povprečno ceno elektrike doma. Model 3 tudi ni preveč udoben. Na slabih podlagah kar precej trdo blaži in je pri tem precej glasen. Enako pri avtocestni hitrosti, ko se piš vetra že kar konkretno sliši. Bi se mislil, da so šparali pri izolaciji, pa je avto vseeno težak okrog 1850 kg. Čeprav to velja za lahko pri električnem avtu. Baterija sama tehta skoraj pol tone, da boste vedeli, o čem govorim. To se čuti v vinkih in na volanu, ko avto ni toliko zabaven. Ja, pospeški so nori in pogon deluje res učinkovito. Ko pritisneš pedal do konca, se tako hitro odzovata oba motorja in tako dobro prilagajate prenos moči na podlago, da kar težko verjameš, da je avto res tako težak. Ampak je. Pospešek do 100 je sicer 4,6 sekunde pri različici Long Range in za električni avto se pelje neverjetno hitro. 233 km/h gre lahko največ. Za avto z eno prestavo je to kar noro. 307 kW oziroma 417 konjev stisneta oba motorja skupaj, zato vam moči nikoli ne bo zmanjkalo. Ima pa tudi odlično regeneracijo in v večini primerov se sploh nisem rabil dotikati zavore, samo spustim pedal za moč in avto se sam ustavi, če znam lepo predvideti razdaljo. Samo na hitro malo obdelam materiale. V bistvu niso slabi. Tale les je takšen surov, dober izgleda. Usnje je dovolj kvalitetno, plastika je ponekod mogoče nekam tanka, ampak nasploh je počutje zelo fino. Dejansko nekaj posebenega. In prostora je dovolj, kot v kakšni BMW-jevi trojki. Tudi zadaj se dobro sedi, super je tale panoramska streha, prtljažnika sta pa kar dva. Spredaj in zadaj, tako da se da živeti z njim. Cena. Tesla se ne prodaja tako kot ostali avti v salonih, naročiti jo morate prek interneta in potem avto pride do Nizozemske. Lahko pa za dodatno plačilo še v Ljubljano, zato smo jo tudi dobili na test kar pri družbi GENI, ki v Sloveniji skrbi za distribucijo in prodajo elektrike. No, tale avto je stal 49 000 € brez davka in brez subvencije, kar pomeni, da bi danes stal okrog 52 000 €. Že jutri pa je lahko cena drugačna, ker je odvisno od volje naše državice. Za tako drugačen in zanimiv avto se še ne zdi drago. Sploh, ker za toliko denarja verjetno ne dobite avta, ki bi imel tako nore pospeške. Ampak vse to moje nakladanje nič ne pomeni, če vam ne pokažem v praksi. Ja? O, kaj pa tikle? Tebe čakam. Ok, greva. Štejem. 3, 2, 1. Se trudim, a ne? Le to. Ti, kaj pa to? Z drugo sem speljal, vse drugače bi šlo. Aha, bi, ne, ni zdaj glih. Ja, ne. A to je obraz poraženca? Ne, daj pej ti filet avto, rajš. Sem imam še 24%. 24%. Pa imaš še za kilometer pa pol. Čak, tole moram videti ponoviti. Daj greva še enkrat. Poglejte še enkrat, da boste videli to zmago. Imel šans. Sploh, le to, ko naredi elektrika. Ne moreš. Vsaj eno prednost imam, eno zadoščenje imam. Zvok motorja, tak fajn zvok motorja, ne pa tisto. Čeprav gre pa dobro, ne moram verjeti, koliko dobro gre ta avto.
Saj si ne upam reči, da je zdaj elektrika vsem premagala klasiko, ampak je pa na zelo dobri poti, če bo šlo tako naprej. Evo, avto vrača na GENI in kot vidite, tukaj lepo skrbijo za svoj vozni park. Trenutno imajo 60% svojih avtov že elektrificiranih in njihov cilj je, da postopoma postane celoten vozni park. Tako testirajo v praksi, kaj se dogaja z avti, omrežjem in napravami za polnjenje, da bodo na koncu znali najbolje svetovati svojim strankam in jim ponuditi najboljše storitve. Eno že imajo. Evo, takšna kartica za storitev e-mobilnosti. Naročite jo lahko na portalu Moj GENI in stane €22 na mesec, z njo pa lahko polnite na več kot 350 polnilnih mestih v Sloveniji in na Hrvaškem. Ideja je, da bi lahko z eno takšno kartico polnili povsod. In točno to rabimo vozniki.